Živi naj si narodi, ki krepeni dočakat dan, da koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne vrag, ne sosed bo mejak. Da rojak prost bo vsak, ne vrag, ne sosed bo, ne vrag, ne sosed bo mejak. Cenjene dame in spoštovani gospodje, z veseljem vam izrekava dobrodošlico tu v Tolminskem kinogledališču, kjer današnja slavnostna seja občinskega sveta s podelitvijo nagrad občine Tolmin letos ponovno poteka na zadnji majski petek in s tem zaokroža praznovanje letošnjega občinskega praznika. Dovolite, da med nami posebej pozdravimo častne občane občine Tolmin, svetnice in svetnike, pa predstavnike občine in javnega življenja na Tolminskem ter druge visoke goste. Pozornost bomo nocoj posvetili predvsem 6 prejemnikom letošnjih nagrad občine Tolmin. Njihovo dosedanje delo in aktivnost v naši družbi in okolju vsekakor nista ostala neopažena. Predlagatelji pa so naredili prvi korak k temu, da je izjemen pomen njihovega prispevka prepoznal in nagradil tudi občinski svet. Tako kot velevata tradicija in pieteta, je delegacija občine Tolmin in Posoškega združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja že včeraj položila cvetje k spomeniku padlim na Tolminskem pokopališču. Prav tako pa je tradicija, da na slovesnosti, kot je današnja, zbrane nagovori župan. Gospod Alen Čeru nas bo kot župan občine Tolmin na slavnostni seji letos nagovoril prvič v svojem mandatu. Gospod župan, vabim vas k besedi. Spoštovane, spoštovani, prav lepo pozdravljeni. Veliko veselje mi je videti, da smo zbrali v tako velikem številu in seveda iskrene čestitke o prazniku občine Tolmin, ki ga, čeprav je na vrsti čisto na koncu meseca, praznujemo kar cel maj. Iskreno je težko opisati, koliko misli in čustev me preveva, ko vas lahko ob takšni priložnosti nagovorim kot župan občine Tolmin. Občine, ki ima v že tako stičiščni legi naše države še posebej razčlenjen značaj, razpet med vplive primorskega, alpskega, obmejnega in bolj centralnega sveta. Občine, ki jo je pri snovanju nacionalnih strategij zlahka moč spregledati ali podceniti. A ima hkrati svojo velikostjo, smo vendarle tretja največja občina v državi, svojo strateško umeščenostjo, naravnimi viri, predvsem pa ljudmi, ki tu živimo, izjemen potencial. Del tega dokazujejo tudi današnji nagrajenci, ki jim že ob tej priložnosti prvič danes čestitam. Potencial imamo, da postanemo pravo poselitveno, gospodarsko in upravno središče severozahoda Slovenije. In po tej poti stopamo. Počaščen sem, da smo se nocoj zbrali v takem številu, v naši družbi pa bi še posebej lepo pozdravil najprej seveda častne občane občine Tolmin, gospoda Zdravka Dušo, gospoda Silvestra Gabrščka, magistra Vasja Klavoro in gospoda Marka Muniha. Z nami je tudi podpredsednik Državnega zbora Republike Slovenije in poslanec Posočja, gospod Danijel Krivec. Ter državni svetnik in podžupan občine Idrija, gospod Andrej Poglajn. Posebej toplo seveda pozdravljam tudi svoje kolege, župane, gospoda Jožeta Sodjo, župana občine Bohinj, gospoda Valterja Mlekuža iz občine Bovec, Marka Matajurca iz občine Kobarid in magistra Antona Lavrenčiča iz občine Vipava. Pa seveda podžupane, gospoda Marka Tribušona, podžupana mestne občine Nova Gorica, gospoda Joška Andlovica, podžupana občine Vipava, seveda našega domačega gospoda Tomaža Štenklerja, podžupana občine Tolmin
In z aplavzom zaželimo še drugemu podžupanu, gospodu Otonu Bratožu, eno hitro okrevanje. Ravno tako sem vesel, da je z nami direktorica občinske uprave občine Kanal, magistra Katjuša Stanič. Pa seveda tolminski občinski svetnice in svetniki, moji sodelavke in sodelavci iz občinske uprave občine Tolmin, predstavniki iz vrst gospodarstva, tako pomembnega člena za razvoj občine, kjer se razvojni potencial začne in konča, pa predstavniki javnih institucij, ki ključno vplivajo na konkurenčnost naše občine, ko gre za kakovost bivanja in s tem povezane odločitve, kje si bo posameznik ustvaril življenje. Na vse zadnje, lepo pozdravljam vse vas, občanke in občani ter ostali obiskovalci, ki ste si vzeli čas v počastitev našega občinskega praznika. V preteklih mesecih, kmalu jih bo 5, odkar opravljam funkcijo župana Tolmina, sem velikokrat slišal vprašanje, kot so, kako ti je, Alen? Je tako, kot si pričakoval, a bo šlo? In ja, dovolite mi, da izkoristim tole priložnost za odgovor. Lepo mi je. Ni lahko, niti si ne želim, da postane lahko, saj so prav izzivi, ki v nas vzbujajo nekaj strahu tisti, ki nas potisnejo iz cone udobja in prisilijo, da aktiviramo vse moči in vsa znanja. Mi je pa lepo. Vsako jutro grem v službo srečen in verjamem, da bo tako tudi ostalo. Proslave, kot je današnje, dajo prostor za pogled nazaj in naprej. Zdaj, z oziranjem v preteklosti imam nekaj težav, za razliko recimo od mojega kolega, gospoda Mužiča, ki bo kmalu praznoval 30. obletnico županovanja v Brdih, bi vam jaz v primeru, da se ozrem v leto 94, lahko poročal le kakšni prigodi iz vrtca, kar pa verjamem, kaj ne Matej, da to ni v scenariju današnje proslave. Zato rajši usmerimo naš pogled naprej. To nam gre lažje in ta pogled je jasen, optimističen in odločen. Veseli me, da smo dokazali sposobnost povezovanja na podlagi vsebine in ne ideoloških prepričanj. S sodelovanjem prek političnih polov smo oblikovali konstruktiven občinski svet, ki ima posluh za potrebe ljudi in ki daje izvedljivim rešitvam prednost pred neskončnim iskanjem popolnih. Sestavili smo ambiciozen investicijsko naravnan proračun, ki naslavlja specifike naše občine, kot so razpršena poselitev, infrastrukturna razčlenjenost, stanovanjski manko, staranje prebivalstva ter seveda potrebe gospodarstva in podjetništva. Prav tu, pošten moram biti, nas čaka še ogromno dela. A le razvito gospodarstvo nam lahko omogoči še višja vlaganja v šport, kulturo, socialo, izobraževanje ter vse družbene dejavnosti ostale, ki na koncu zaokrožijo sliko kvalitete življenja na nekem območju. Opogumlja pa me, da smo z gospodarstveniki okrepili dialog, da skupaj iščemo rešitve in sodelujemo. Le tako bodo ukrepi res dosegli svoj namen, investicije pa prinesle želene rezultate. Naša želja je biti agilna, odzivna in hitro prilagodljiva občina, da znamo odreagirati na ponujene priložnosti ter jih maksimalno izkoristiti. Jaz prihajam iz sistema, kjer nas je samo na enem resorju okoljskega ministrstva delalo prek 400. V okviru vse vlade pa, gospod Krivec bo najbolje vedel, na tisoče. In tam je sistem velikokrat pred vsebino. In prav nemočno človek včasih gleda, kako se mu pred očmi odpeljajo priložnosti, na katere se aparat z vsemi protokoli delovanja ne uspe pravočasno odzvati. Nas na občini je neprimerno manj, a ravno tu iščemo svojo primerjalno prednost. Povezani, organizirani in ciljno naravnani si želimo nadgraditi kvaliteto življenja na vseh nivojih, pri tem pa čim manjši delež investicij pokrivati iz lastnega proračuna. Teh nekaj mesecev, kolikor smo imeli možnost občino voditi, smo poleg priprave proračuna ter seveda sledečih javnih naročil izkoristili predvsem za prijave na odprte razpise, zdaj pa vsi skupaj držimo pesti, da bodo številna planirana vlaganja tako v športno, turistično infrastrukturo, čezmejne, kulturne programe, konec koncev infrastruktura za delo nadaljavo, v večinski meri financirana strani državnih in evropskih sredstev. Iz tiste malhe torej,
ki v hitrosti in širini lokalnega razvoja res lahko naredi razliko. Če se na kratko sprehodimo čez ključna področja, kot tradicija veleva, bi začel kar športom. Ne le zato, ker nas zna kot narod ali kot lokalno okolje povezati boljše od vsakega drugega, tudi ne zato, ker sem po duši vsak poletni petkov večer z izjemo današnjega, pa tudi v praksi še vedno športnik, ne, to tudi ni ključen razlog. Želim si izkoristiti nocojšnjo priložnost in vas vse povabiti na jutrišnjo tekmo naših nogometašev. Ob 6. na Brajdi zmago si bodo namreč zagotovili prvo mesto in napredovanje v drugo ligo. Tako bo nov večnamenski objekt, ki bo spomladi odprt, dobil tudi vsebino na nivoju, ki mu pritiče. In ker imamo to čast, da sta danes med nami tako župan kot podžupan občine Vipava, iz katerih prihaja jutrišnji nasprotnik, verjamem, da jih bomo po uradnem delu znali prepričati, da moramo držati skupaj. A preden pride protikorupcijska komisija, pa me zvleče z tega odra, dajmo opet nazaj k temam. Poleg navedenega bomo letos v luči izboljšanja pogojev za naše športnike in razvoj športno-pripravljalnega turizma adaptirali tudi športno dvorano, ki bo od jeseni dalje klimatizirana, sodobno in varčno razsvetljavo ter avtomatiziranim sistemom zračenja. Med prejšnjo točko smo sami spoznali, kako tople temperature lahko hitro izžamejo iz nas nekaj energije. In če si predstavljamo, kako poleti je šele tukaj toplo in če si želimo privabiti ene vrhunske klube k nam na priprave, potem mislim, da je to osnova. K športu pa seveda spada tudi kolesarska steza med Centroslavijo in Modrejem, ki jo že pridno koristimo, v kratkem pa bo tudi uradno odprta. In ko smo že pri kolesarki, ne moremo mimo njene večje sestre, obvoznice. Najkasneje spomladi prihodnje leto se bomo po njej zagotovo že vozili, mesto Tolmin pa bo z njo dobilo povsem novo dimenzijo. In vsaka novo nastala priložnost, ki se bo s tem odprla, bo seboj prinesla še eno in ta naslednjo in tako se bo razvojni cikel vrtel naprej. Cesta skozi Tolmin bo dosti mirnejša, urejanje okoliških vsebin pa bolj svobodno in naravnano k potrebam ljudi. Že letos začenjamo s prenovo tržnice, sledilo pa bo celostno urejanje središča mesta, ki bo močno zaznamovano tudi selitvijo bencinske črpalke na območje ob obvoznico na Logu. Dogovor s Petrolom smo v pičlih 3 mesecih uskladili in dorekli, kar tako Tolminu, kot tudi mostu na Soči odpira površine za nove mestotvorne dejavnosti na najboljših lokacijah. V obrtno-industrijski coni na Logu se bodo bencinskemu servisu pridružili še policijska postaja, center zaščite in reševanja ter 1 ali 2 trgovska objekta, selitev teh funkcij na zanje primernejšo lokacijo, pa hkrati sprošča površine v središču mesta, tako da že sedaj lahko načrtujemo nove projekte, recimo za naslednji mandat. V vmesnem času pa moramo ljudem omogočati, da na Tolminskem sploh zaživijo. In če želimo zaživeti, moramo najprej imeti nekje živeti. Prioritetno, kot je že predvolilna kampanja nakazovala, smo se lotili stanovanjskega vprašanja. V Zalogu stroji že brnijo in še pred iztekom leta 2024 bomo stanovalcem izročili ključe, hkrati pa aktivno projektiramo sosesko na Cvetju s 60 do 70 stanovanji. Javno predstavitev načrtujemo jeseni, izvedbo projekta pa nekje v roku dobrih 4 let. Veseli me, da je zaživela tudi ideja o oblikovanju občinskega stanovanjskega sklada, pri čemer se zahvaljujem kolegom županom za sodelovanje, za razumevanje, ki bo našo subregijo končno uvrstila na zemljevid stanovanjske strategije tudi na državni ravni. In ravno tako bodo še pred iztekom naslednjega leta za nakup na voljo zazidljiva zemljišča, tako v Žabčah kot v Šentviški gori, skupaj za 25 hiš. Tudi sicer si prizadevamo za čim bolj skladen razvoj celotne občine, naj si gre za vzdrževanje in nadgradnjo cestnega omrežja, nove vodovodne napeljave, odvajanje in čiščenje komunalnih voda ali druge infrastrukture, ki je predpogoj, da ohranimo poselitev tudi v težje dostopnih naseljih, kajti vasi duhov tudi turistov ne bodo privlačile, verjemite mi. Gradbišča so posejana po Baški grapi, s katero si mimogrede prizadevamo, da leta 2024 pridobi tudi mednarodni naziv Gorniške vasi. Razvoj zazidljivih zemljišč seboj prinaša vlaganje v infrastrukturo na Šentviški planoti,
Tam načrtujemo tudi medgeneracijski center. Most na Soči bo še pred obvoznico dobil nov most čez Sočo, še prej pa osvežitev turistične infrastrukture ob jezeru ter urejen prometno-parkirni režim. Železniška postaja bo postala sodoben multimodalni center ter s tem enotna vstopna točka za turiste. Tudi Volči in Čegin čakata na obvoznico, a med dogajanje v zadnjih mesecih na državni direkciji skrbi, saj se sredstva krčijo in projekti odpadajo, a verjemite mi, da bomo znali biti tudi sitni. Na tem mestu bi se zahvalil tudi gospodu Krivcu, ki v našem imenu vlaga poslanska vprašanja in skrbi, da se na 4. razvojno os ne pozabi. Hvala lepa. Seveda skrbimo tudi za javne zavode. V tem letu sta največji predvideni investiciji v preureditev centralne stavbe zdravstvenega doma v Tolminu ter pridobitev nove potujoče knjižnice, ki pa že pridno nabira kilometre po naših cestah, pa tudi nove luči in stropove bosta kmalu dobila osnovna šola in gimnazija v Tolminu. Ker pa se največ potreb ne zazna v pisarnah, temveč na terenu, smo posebno pozornost dali tudi sodelovanju s krajevnimi skupnostmi, kjer podžupan Tomaž Tenkler in predsednik sveta krajevne skupnosti Matjaž Bogar opravljata veliko delo, da bomo lahko vzpostavili enoten sistem načrtovanja in izvajanja investicij ter ažurne izmenjave informacij, ki bo tudi na tej relaciji okrepila zaupanje, da se zavedno izognemo situacijam, kjer je dejansko kandidatov za krajevno skupnost manj, kot je pa v skupnosti mest. To je v prvi vrsti naloga na naši strani. In kot vidite, nam dela ne bo zmanjkalo. Dolg čas pa zagotovo ne postalo. A če se približujemo koncu tega nagovora, bi rekel, da bolj kot vse te otipljive rezultate, zaključene investicije in dosežene cilje, nam ob današnjem prazniku želim, da ostanemo ljudje. Naj korist, uspeh in lastni interesi nikoli ne prevladajo nad solidarnostjo, razumevanjem in sodelovanjem. Verjemite mi, ni vredno. Živimo v sistemu, ki mu človek ne odgovarja. Človek namreč razmišlja, je čustven, kritičen, kadar je to potrebno, predvsem pa ni slepo vodljiv. Ta sistem ima veliko raje stroje. Pa ne tiste, ki se jih priključi na 220 voltov. Tisti so sicer v redu, ampak so pravzaprav potratni. Še rajši ima sistem stroje, ki so pripravljeni narediti vse za umetno priučene cilje, pa ne si bo to število cifer na bančnem računu, naziv pred imenom na vratih pisarne ali le trepljaj po ramenih. Ti stroji so zastonj, saj vložek vračajo sistemu, ga vložijo v statusne simbole, ki jim jih ta isti sistem proda pod pretvezo, da predstavljajo dosežen cilj. Spoštovani, ne postanimo torej stroji, ne pozabimo na odnose, na skupnost, na iskreno veselje ob uspehu drugega, ter pripravljenost pomagati, ko nekdo pomoč potrebuje. Pot do sreče bo tako dosti lažja, hitrejša, enostavnejša in ja, če res želite, cenejša. Vse najboljše, občina Tolmin. Rožica,
V pomladnem duhu bomo sedaj prešli v drugi del slovesnosti, v katerem bomo podelili 6 nagrad občine Tolmin. Letošnji občinski nagrajenci prihajajo z raznih koncev Tolminske. Podobna pestrost pa se bo odražala tudi v nocojšnjem kulturnem programu, ki ga bodo v čudovite harmonije odeli glasovi naših domačih odličnih pevk in pevcev. Uvodoma se nam je s himno predstavila Anja Kavčič-Drole, zborovodkinja vokalne skupine Flance in ženskega pevskega zbora Sožitje. Sedaj pa nam je zapela solo pevka in pevska pedagoginja Marjetka Luznik-Brezavšek, ki je ob klavirski spremljavi Tanje Šterman izvedla samospev skladatelja Antona Lajovca Cveti, cveti rožica. V nadaljevanju nam bosta Anja in Marjetka zapeli tudi skupaj. Sedaj pa predlagava, da začnemo s podelitvijo nagrad. 3 zahval, 2 priznanj in 1 plakete občine Tolmin. Preden pa spoznamo letošnje občinske nagrajence, moramo na delo poklicati še podeljevalca nagrad. To bosta župan občine Tolmin Alen Čeru in predsednica Komisije za priznanja in nagrade Kristina Lesjak. Ekipa KTV Tolmin je vsakega od nagrajencev obiskala tam, kjer se najbolje počuti, kjer se odvija njegov vsak dan ali pa ga je ta kraj pomembno oblikoval. Nastale so video predstavitve, s pomočjo katerih bomo spoznali doprinos letošnjih nagrajencev k življenju naše občine. Najprej bomo razglasili prejemnike zahval občine Tolmin. Zahvalo občine Tolmin za leto 2023 prejme Peter Leban za večletno ljubiteljsko spremljanje vremenskih razmer v Tolminu in posredovanje podatkov širši javnosti. O vremenu govorimo, kadar ne najdemo boljše teme. Peter Leban iz Tolmina pa meni, da je vreme najboljša možna tema. Zanima ga že od otroštva in ob delu v visokotehnološkem podjetju svoj prosti čas v veliki meri posveča prav vremenu. Kot majhen otrok sem poslušal radio in nikoli niso povedali, koliko stopinj je v Tolminu in kakšno vreme je, koliko vetra piha. Ne vem, s časoma je to preraslo v neko željo, da bi jaz to sam meril doma. In tudi sem in zapisoval podatke tudi na papir. Potem je ta dejavnost malo zamrla in se je vrnila kasneje v malo bolj zrelejših letih, ker je bilo polno možnosti na voljo in sem si omislil to vremensko postajo, ki beleži podatke sama, tako da zdaj jih samo pregledujem in preverjam in primerjam. Na bregu za domačo hišo na obrobju Tolmina raste več drogov z vremensko postajo in merilniki, računalnik, ki spremlja podatke, pa ni nikoli izključen. In kako dragi so ti inštrumenti? Ponavadi, vsaj pri vremenu, velja tisto pravilo, da nisem dovolj bogat, da bi kupoval poceni. Če si vrtoglave cene teh naprav lahko le zamišljamo, pa je verjetno porabljen čas, ki ga namenja vremenu, še dragocenejši. Največ časa je vzelo recimo priprava, kje postaviti, kako zaščititi recimo, ne vem, vetromer, da bo pravilno pritrjen, kamor je bil pritrjen, kako postaviti merilnik za temperaturo. Ampak potem, ko so te stvari pripravljene, potem gre drugo delo na to recimo računalniško stran, kjer moraš te podatke na ustrezen način ali pa nek tak enostaven način shranjevati, da jih potem lahko tudi pregleduješ in ocenjuješ in rišeš krivulje, naprimer. Vreme je skupek brez števila pojavov v naravi, ki jih lahko meriš na najrazličnejše načine. Zadnja pridobitev je bila kamera, ki gleda v nebo in je sposobna tudi slikati po noči, tako da ob jasnih nočeh lahko vidimo tudi zvezde. In pred enim mesecem smo pa tudi v Tolminu lahko na tej kameri zaznali severni sij. Tako da ta investicija, ki je bila narejena v to kamero, je bila upravičena. Zato je meni to toliko bolj zanimivo, da se lahko s tem ukvarjam in da imam vse te naprave, ki beležijo od temperature, vetra, radioaktivnosti in slike neba, naprimer. Peter potrdi, da je na Tolminskem dež doma, čeprav lansko poletje izstopa z izjemno sušo. In naprimer lanska najvišja temperatura je presegla 39 stopinj, kar bi rekel, da ni tipično za te kraje. Letos smo imeli res en tak sunkovit veter na začetku leta, kjer je na gasilskem stolpu merilnik zabeležil preko 100 km/h hitrost vetra. In naprimer lani, sredi poletja, mislim, da je bilo,
kjer je pa eden izmed mojih detektorjev za strele naštel preko 100.000 strel v naši, recimo, srednje oddaljeni okolici. Podatke zbira in arhivira na spletni strani vremetolmin.si. Zanimivosti pa rad deli z vsemi, ki jih vreme zanima, seveda tudi organizatorji dogodkov in kmetovalci. Največkrat se je šlo za vprašanje, a bo dež, a ne bo dež, a lahko pokosimo, da se bo posušilo do dežja ali ne. To je zelo nehvaležno in težko napovedati, sploh za naš konc, kjer se lahko oblak ustvari in izlije nenapovedano. Tako da je neke interakcije in to mi je všeč, čeprav ne morem zmeri dati nekega pravilnega odgovora. No. O tem, kdo je kriv, da vreme ni takšno, kot bi nam bilo všeč, bomo kdaj drugič. Ljudi, ki jih vreme navdušuje, pa je v našem okolju še več. Recimo, ko sem se jaz začel bolj resno zanimati za to merjenje teh vremenskih pojavov, je bil prvi kontakt Gorazd iz Tolmina. On mi je tudi razložil, kako ima to narejeno, kako ima rešeno. Jaz sem se potem včlanil v društvo Zeus, to je vremensko društvo slovensko, kjer si tudi izmenjujemo z drugimi člani. Tako da, ja, to je recimo ta moj krog, kjer se učim. In pa seveda dosti tudi moje samoiniciativnosti, ker recimo brskam ali pa iščem načine, kako to vremensko dogajanje preteklo in mogoče prihodnje predstaviti nam, ki živimo v tej okolici. Hude nevihte ne trajajo dolgo. Rdeča zora, mokra gora. O vremenu je ljudskih pregovorov brez števila. Kaj pa Peter pove o reku ne čakaj na maj? Meni je vsak mesec zanimiv, če sem prav pošten, ker vsak mesec odpre novo vprašanje, kakšno vreme se nam obeta, pa ta mesec, a bo drugačno, kot je bilo prejšnji, vse ne bo isto, kot je bilo lani. Tako da nimam, ne vem, za ta ne čakaj na maj ni moj rek. Zdaj senzore za tremo nimam, zdaj bi verjetno pokazal malo povišene vrednosti. Hvala lepa za to nagrado. Hvala vsem, ki spremljate podatke na mojih spletnih straneh. Jaz sem potrudil, da bo tudi v prihodnje, da boste našli zmeri sveže. Ne se jeziti, če bo kdaj dež napovedan, pa ga ne bo. Tako da, hvala lepa. Hvala občine Tolmin za leto 2023 prejme tudi Ivan Leban za požrtvovalnost in nesebičnost na področju rekreacije in razvedrila v zimskem času. Ko upravljavec v zimskih razmerah zapre kakšnih 7 kilometrov državne ceste med nekdanjim mejnim prehodom Solarje in Livškimi ravnami, domačin Ivan Leban iz Volč skoraj kilometrski odsek visoko nad Tolminsko kotleno uredil sankališče. Proga, ki se razteza od muzeja na prostem iz Prve svetovne vojne na Kolovratu vzdolž slovensko-italijanske meje proti Solarjam, že več kot desetletje privablja množico obiskovalcev vseh starosti. Ivan Leban, v lokalnem okolju bolj znan kot Kukč, se takole spominja začetkov. To je prišlo res spontano, to je zdaj bo 13 let, kar smo šli malo bolj točno gledati, da to progo, mislim, tu urejamo. Sneha ni bilo več v doline, In moja generacija je zrasla po zimu snehu, in potem smo začeli gledati, da je tu dosti sneha, tu na Kolovrat, z Volč gore vidiš lepo Kolovrat, in pa tudi taka dejavnost imamo, da se tudi po zimu ukvarjamo s pluženjem. Eno zimo smo se odločili, ker so bile lih počitnice, da smo rekli, pa naredimo malo progo. In potem smo dali en A4 format dol v vrtecu Volče, Smo rekli, da bomo videli, zaradi otroka. Ta proga smo se učili delati. Vsaka leta je tudi drugačen sneh, malo nekaj in dosti smo se tudi mi naučili, kako to narediti. Sprva so se na progi srečevali predvsem mlade družine in mladina iz okoliških krajev, a vrveža je iz leta v leto več. Lepi zimski dnevi na Kolovrat zvabijo tudi obiskovalce od drugod, kar gre predvsem pripisati širjenju glasu prek družbenih omrežij, pa tudi epidemiji COVID-19. Tu je šlo v take razsežnosti, da nas je že malo straha. Mi smo amaterji, mislim, tu delamo našo ljubiteljsko vse, in
Pač, no, še tu lahko povem, da drugo leto smo dali pa še tista 4 format, še vrtec v Tolmina, ne. In potem zdaj te, kako ste rekli, te družbene omrežja, tu pa je šlo v skrajnosti in še televizija malo je prišla med covidom tu po sneti in je toliko obiska na tele spletni strani, da je neverjetno, no. Priču v trgovino, poslovodka pokliče, če grem teh ni, da mi da za en kavo, pa vprašaš, za kom se mi je zaslužil, ne. Reče, ja, zato, ker smo toliko sank prodali na vaš račun, ne, da se že tam dobavitelji čudijo, kam so šle vse sanke, ne. To je dosti lepo, ne. Ivan Leban ob ugodnih snežnih razmerah sankaško progo uredi in mesec ali dva vsako leto vzdržuje prostovoljno. Zato ne pričakuje povračila stroškov. In kot pove, se zaradi tako pozitivnega odziva zato čuti že skoraj dolžnega. Naša firma dela to na svoj konto, ne. Niti nikoli nismo pomislili, da bi komu izstavljali računa, koga vprašali. Mi smo začeli pač, kot sem rekel že, ne, kot ljubiteljsko zaradi otrok, no, da imajo tu sankališče 15 minut s Tolmina na 1110 metrov in mi smo zaenkrat presrečni, mislim, da je pač tako, ne. Je pa res malo, res že malo teže skrbi, a boš naredil do časa, a ne boš. S svojimi zimskimi aktivnostmi Ivan Leban vsekakor dokazuje, da zanj reklo ne čakaj na maj še kako velja. In s tem se strinja tudi sam. Ja, tako je. Kaj pa sicer počnete v spomladanskih mesecih, ko snega ni? Najraje hodim tu po kolovratu v prostem času, ja. Ker kolovrat je neka taka zgodba, ratala, gledaš na eno stran morje, na drugi Triglav, to je res, mislim, mi smo tu dosti vezani na ta kolovrat. Ta cesta nam je dala neverjetne možnosti vsem, ne. Mater je hitra ti, ej. Ja. Ojoj, skrčil na je, hej. Kaj ne rečem, zamišljeno je bila kot vaška zgodba, ne? Zdaj je ta vaška zgodba nam je utekla iz rok in vsem hvala, bilo ki, ker pomagate pri tej stvari, no. Vabljeni na kolovrat. S tretjo zahvalo občine Tolmin za leto 2023 pa se odpravljamo v naše čudovite hribe in gore. In to po skrbno urejenih in označenih poteh. Zahvalo občine Tolmin prejme odsek markacistov pri Planinskem društvu Tolmin za dolgoletno prostovoljno delo na planinskih poteh. Eno je gotovo, markacisti se nikoli ne izgubijo. Markacisti Planinskega društva Tolmin pa še posebej ne. Saj jih je lepa druščina, kar je prava redkost. Sosednja društva se številčnostjo markacistov ne morejo pohvaliti, tmincev pa je dovolj. 11 marljivih markacistov, ki skrbimo za 110 km planinskih poti na našem območju. Na leto naredimo okoli 1000 prostovoljnih delovnih ur na planinskih poteh, pa še kakšne druge poti damo zraven, turistične pa to. Od 200 do 2000 metrov nadmorske višine se torej razteza njihov delovni prostor. Nekatera področja so izrazito zahtevna in celo nevarna. Mi imamo nekaj tudi težkih planinskih poti, kot so jeklenice, ki jih je treba vzdrževati, pa erozijske te opore, tako da imamo kar dosti dela, ja. Delajo po letnem planu ter prednostno tam, kjer so poti dotrajane ali poškodovane. Na začetku leta se dogovorimo recimo za ogled teh naših poti, kje je za popraviti in potem se dogovorimo sprot, kje imamo recimo za delati, kjero pot je prednostna, kjera je malo manj. In potem dobimo pa še preko zveze, tudi k nas planinci obveščajo, kjera pot bi bila slabo markirana, kakšna zajla za popraviti take reči. Delo markacistov pogojujejo letni časi. Spomladi je največ čiščenje poti, se pravi žaganje padlih dreves, shranjevanje vej, kamnov in tako naprej. Polet je to največ košnja. Vmes pa postavimo še kakšen kaži pot, pomarkiramo
Večkrat je treba vzeti v roke kramp, pa lopato, pa grable. Med najbolj zahtevnimi akcijami so tiste po naravnih ujmah. To je bil pa želeden tulih tu gor za nami. To je bilo kar dosti dela, naporno in pa preko, hvala Bogu, nobene poškodbe, da smo prišli vsi živi in zdravi domov. In pa ogromno jih je bilo tudi, ki so nam pomagali, tako, ker so samo planinci, niso pa markacisti. Dolgoletni načelnik markacistov v Tolminu je Iztok Kozorog, ki zna svoje fante tudi pohvaliti. Akcije tako približno okoli 30krat gremo ven, ne? Malo bolj so v pogonu teli, ker so že v penziji, ne? Samo tudi mi, ker še delamo, gremo kar dostkrat, ne? Tako da se jim je res zahvaliti tudi tem, ker so malo bolj pridni. Markacisti so prostovoljci. Zanimivo je, kako se nekdo pridruži markacistom, saj je to težka, izzivov polna dejavnost. Moraš dobiti neki navdih, da se priključiš taki skupini, ker je pa recimo res s tem, ko se ukvarjamo s tem delom in tem se tudi povezujemo in se zelo dobro razumemo, tako da dejansko uživamo na teh akcijah. Sedanjim tminskim markacistom se zdi, da se poznajo od nekdaj. Pridobivanje mladih v svoje vrste pa je, kot je v prostovoljstvu v zadnje čase običajno, redkost. Podmladek je zelo težko dobiti, ker to delo je tako zahtevno, ker ne moreš reči, danes boš šel, če pa ni vreme ali pa nekdo nima cajta in tole. In zdaj tele, ki smo v pokoju, se temu lažje prilagodimo. Vsi so seveda strastni planinci in kamorkoli jih vodi pot, gledajo in kritično opazujejo, kako je drugje. To je že poklicna deformacija, to že mora biti. Pa včasih tudi kaj novega odnesemo, kaj je še nekaj pohrunta, pa se tudi to prenese potem v naše delo. Slovenski markacisti, vseh jih je manj kot 900, so med seboj prijatelji. Se poznamo, imamo vsako leto srečanje dan markacistov, z cele Slovenije, tako nas prije po 150, 200. Naših 11 tolminskih bi v svoje vrste z veseljem vzelo še kakšnega. Morda markacistko, ki ima občutek za risanje rdeče-belih knafelčevih markacij. Saj to terja tudi nekaj ustvarjalne žilice, pravijo. No, nikoli se ne ve. Markacisti ne čakajo na maj. Planinske poti do snežne meje so že urejene. Zato s hvaležnostjo stopimo nanje. Jaz bi se rad pozdravil v imenu tolminskih markacistov, zahvalil bi se svetu krajevne skupnosti, ki je prepoznala našo prostovoljno dejavnost in marljivost in nas je predlagala za to zahvalo. Pol bi se rad zahvalil matični planinskemu društvu in njeni predsednici Mileni Brešan za vzpodbude in podporo pri dejavnosti in seveda tudi občini Tolmin, ki nas podpira že mnoga leta. Hvala. Zaključili smo s prvim sklopom nagrad. Za obrano zveneč glasbeni predah bomo sedaj na oder povabili vokalno skupino Snežet. Izvolite. Za drugo
Pesem vokalne skupine Snežet je že nakazala prvega od 2 prejemnikov priznanj občine Tolmin. Zato bomo na oder ponovno povabili gospoda župana in predsednico komisije. Priznanje prejme Nejc Borovničar za dolgoletno organizacijsko delo pri vodenju vokalne skupine Snežet in ohranjanju kulturne dediščine, spodbujanje turistične prepoznavnosti domačih krajev, prizadevno delo v krajevni skupnosti in dolgoletno prostovoljno delo v gasilskem društvu. Nejc Borovničar je že od mladih nog aktivno vpet v okolje Podmevca in okolice. Že kot najstnika ga je pritegnila glasba. Starša oba, mama še zdaj, poje v cerkvenem zboru, tudi jaz. Stric pa nas je kot najstnike tudi povabil v cerkven zborček, mladinski, in tam smo kar en cajt prepevali. Se mi zdi tudi od tistega mladinskega zborčka je nastajala tale moja želja po petju oziroma zborovskemu petju. Ta želja se je v polnosti uresničila leta 2001, ko je nastala vokalna skupina Snežet, v kateri se je zbralo 10 mladih fantov željo, da bi prepevali slovenske ljudske in dalmatinske pesmi. To je moja druga družina in mi pomeni v mojem življenju prav res ogromno. Eno je, da se s fanti odlično zastopimo, homogeni smo, se pravi v teh dobrih 20 letih sem predsednik, tu v taki skupini, taki zasedbi biti predsednik je tu najlažje. Da je v njemu že ta ideja, ker jo Snežet v bistvu predstavljamo. To je tista... Da jo pooseblja na nek način. Poosebljajo sam, kot osebnost, se mi zdi, da je on Snežet in se mi zdi, da iz njega pol veje ves ta duh, ki ga daje nam naprej, da nam daje tole energijo. Ja, da in žmaha, zelo je pozitiven, organizator je zelo dober, to je res in tako, pa sproščena, mislim, da je to tudi zelo pomembno, da je tako, zna tudi sprostiti in tudi navezati stike. Ajmo skupaj, prijatelji moji. Pod njegovim organizacijskim vodstvom je skupina organizirala enega svojih prvih koncertov na Tolminskem placu pri Fontani, ki so postali tradicionalni, pevci pa ljubljenci občinstva. Pripravili so tudi več dobrodelnih in tematskih koncertov. Posebej odmeven je bil Moj galebe, v spomin Oliverju Dragojeviču. Pesem pa jih je ponesla tudi na tuje, na Češko, v Francijo, Italijo, Avstrijo in širom Slovenije. Skupina je izdala 3 CD plošče in sodelovala pri snemanju 2 dokumentarnih filmov, Hiša na meji in Veliki krvavi punt. Še ena od posebnosti vokalne skupine Snežet je obujanje pozabljenih ljudskih običajev, od katerih je najbolj znan Meklavčkov memorial, ko fantje pokosijo Meklavčkovo Snežet. Dobrih 20 let nazaj se nas je dobilo enih 15, dobrih 15 koscev, več ali manj vaščanov. To mi je bilo mene nekaj nepopisno lepo. Vriskamo, jemamo se lepo, naredimo dobra dela in pa mene kar zdaj, ko vidim, mi je mogoče najlepši podmladek. In upam, da bodo tole tudi oni gojili naprej. Svoje organizacijske in vodstvene sposobnosti je Nejc pridoma uporabil tudi pri delu v krajevni skupnosti. Uspešno je vodil projekt obnove Doma krajanov, ki je bil z evropskimi sredstvi in sredstvi občine in krajevne skupnosti zgledno obnovljen skupaj z okolico in je danes Dom puntarjev na Knežji. Nejcu je bilo nato zaupano vodenje krajevne skupnosti, katere predsednik je bil 2 mandata. Iz tega časa je še posebej ponosen na uspešno izvedeno urejanje središča Podmevca. Naredili smo ogromno v tistem letu, položilo se je
inštalacije, kot so elektrika, vodovod in nov asfalt po celi vasi, kar je bilo res potreben. Ob tem je tudi dolgoletni član prostovoljnega gasilskega društva Kneža, več mandatov pa je opravljal tudi delo predsednika turističnega društva Sopota. In z društvom tudi urejali okolico in pot do samega slapa. To je eno druženje in pa podpora ne kot meni, kot predsedniku, ampak k temu, da urejamo krajino, pa da je praktično zadeva urejeno za nas in za širše. Številnih projektov in idej se Nejc loteva s pozitivno energijo in zagnanostjo ter zanj značilnim smislom za soljudi, pristnim občutkom za družabnost in iskrenim domoljubjem. Kako pa Nejc čaka na maj? Maj je mesec ljubezni, se mi zdi. In jaz, ko začne vse cveteti, pa ko začne sonce, jaz bom kar pa domače rekel, mene kar razgajne. Da ne bom koga spustil, moram prav vsem reči, res hvala za vso podporo. Še puhna ideja je, nisem rekel še ta zadnje, ena slovenska skupina poje pa Sem takšen, ker sem živ. Priznanje občine Tolmin za leto 2023 prejme tudi Karel Laharnar za dolgoletno delovanje na področju razvoja na lokalni ravni. Karel Laharnar je za vse od nekdaj Karlo, čeprav je kot srednji brat med dvema sestrama rastel tudi kot Karlč, kar morda ni najbolj skladno z danes postavnim, že na pogled odločnim možakom, ki se je v življenju spoprijel z marsikaterim izzivom in zna utopične ideje pripeljati tudi do konca. Od mladih let je predan domačim krajem na planoti. Ko sem bil mlad, mi je vleklo v svet in tudi bi si želel iti v svet. Vem, da so bile razmere doma na kmetiji take, da mi to enostavno vest ni dopustila. Zato sem ostal in začel z obnovo kmetije. Vmes sem ustvaril družino in enostavno so korenine pognale in nisem mogel več se odcepiti od te planote. In zdaj vsak dan bolj vem, da sem prav naredil. A Karlo se zaveda, da bi v teh krajih tudi danes mladi tako naredili, če bi se jim le lahko zagotovilo pogoje, ki omogočajo štalco in kravco. Ja, vsa ta leta, ko sem bil tudi nekako aktiven na družbenem področju, sem zmeraj čutil ta čut do mladih, da moramo nekaj narediti za to, da mladi ostanejo. Zato smo tudi se zmeraj trudili in nekako zagotavljali s pomočjo občine vso potrebno infrastrukturo. Gradili smo začeli smo s cesto, vodovodom, pa jaz štejem kot del infrastrukture. Tudi v zadnjem času, pred 2 letom, smo otvorili novo Galusovo dvorano in mislim, da bo koga od mladih zdržalo. In če bo eno družino, potem smo nekaj naredili na temu. Karlo je ob upokojitvi opustil politiko, saj čuti, da je še mnogo področij, kjer lahko z veliko vnemo izrazi dobre zamisli, v katere verjame, da so za to okolje koristne in za prihodnost pomembne. Opustil je tudi kmetovanje, ker je v bitkah z mlini na veter nekoliko obupal, je pa zato našel povsem nov in izjemno koristen konjiček. Naredil sem žago zaradi resklodovine in tudi eno tako priročno mizarnico, tako da mi časa zmeraj zmanjkuje. Karlo je doma v naravnem okolju Šentviške planote, bil je gospodar in starešina lovske družine Planota, ustanovni član Zveze lovskih družin Zgornjega Posočja, od nekdaj pa ga narava nagovarja in kliče. Absolutno, rad sem v naravi, večina dela, ki ga opravljam zdaj v pokoju,
tudi opravljamo v naravi in tako, in to me je zmeri nekako izpolnjevalo in mogoče tudi ohranjalo, da se še zmeri vsaj počutim se dovolj zdrav in vitalen. Karlo Laharnar, avtomehanik s polno delovno dobo, vojni veteran, 4 mandate občinski svetnik, član krajevne skupnosti, več kot 20 let gasilec, gonilna sila turističnega društva Šentviška planota, predan in gospodaren spodbujevalec razvoja na planoti, je po srcu izjemno mlad, navdušen motorist in pravi rocker, ki je ključno prispeval, da ima Gora čisto svoj rock festival. Jaz sem vsa ta leta, odkar obstaja festival, sodeloval in poskušal po svojih močeh pomagati. Ko bom tudi vnaprej, dokler mi bodo moči dopuščale. Pomagam pa zato, ker potem festival pomaga drugim. Karlo je zagovornik svobodnih idej, odprtih dialogov in aktivnega življenja. Leta 1991 so na planoti prijeli za orožje, a imeli eno samo željo – braniti dom in ohraniti mir. Kakšen je spomin na vojno za Slovenijo? Ja, ni lahko vprašanje. V času osamosvojitve sem bil v teritorialni obrambi in v prvih vrstah, ko smo zasedli vojaško skladišče, ki je na Šentviški gori še zdaj aktivno. Istočasno sem bil v tem obdobju tudi v krajevni skupnosti, tako da sem deloval na večjih segmentih in mislim, da smo v času osamosvojitve vse akcije, ki smo jih peljali tako, da ni prišlo do nobene žrtve. Čez vaško jedro na gori, mimo obeležij Galusu in Laharnarju, do mogočne nove dvorane seže vsako jutro ob ptičjem petju in rahlem hribovskem vetru Karlotov pogled v prihodnji čas, ko bodo na planoti mladi še naprej gradili svoja gnezda in se bo tresla gora, saj na vprašanje ali rek ne čakaj na maj, zanj še kako velja, skromno prizna. Ja, v glavnem ja, se mi zdi, da ja. No, ko smo gledali ta film, res mislim, da besede niso več potrebne. Jaz bi čestito oziroma se zahvalil ekipi, ki je ta film naredila in mi prišparala kar nekaj besed zdaj tle pred vami. Tako da vseeno se pa moram zahvaliti naši krajevni skupnosti, ki mi je predlagala za to priznanje. Vesel sem, da je bila to prav krajevna skupnost. Kajti krajevna skupnost je tista, ki mislim, da najbolj pozna moje že več kot 30-letno delo, tako v lokalni politiki, kakor kot članov društva ali član sveta krajevne skupnosti. Tako da je pravi, kako bi rekel, pravi predlagatelj je krajevna skupnost za moje delo, ki sem ga opravil. Zato zahvala krajevni skupnosti. Nadalje bi se zahvalil seveda Komisiji za priznanje, ki je to pobudo krajevne skupnosti sprejela in jo nekako bi rekel potrdila. Potem pa seveda na koncu da žeg na občinski svet, tudi njemu se zahvaljujem. Hvala lepa. Preden podelimo najvišje priznanje ob letošnjem prazniku občine Tolmin, pa bomo v nadaljevanju slišali Divjo rožico za 2 glasova in klavir skladatelja Hrabroslava Volariča. Zapeli bosta Marjetka Luznik-Brezavšček in Anja Kavčič-Drole. Na klavir bo igrala Tanja Šterman. Na
Pred nami je torej le še podelitev plakete občine Tolmin. Zato sedaj na oder znova najprej vabiva oba podeljevalca, gospoda župana in gospod predsednico komisije. Spoštovani in spoštovane, plaketo občine Tolmin za leto 2023 prejme gospod Jožef Dakskobler za dolgoletno delo na področju civilne zaščite in gasilstva v občini Tolmin, njeno široko promocijo ter za pomembno vlogo pri pobratenju z mestno občino Beljak. Jože Dakskobler je že leta 1969 postal član prostovoljnega gasilskega društva Podbrdo. In jaz sem se takrat zelo trudil, da sem prišel v gasilstvo, bila je pa ena velika ovira. Jaz sem bil tista generacija, ki smo začeli nositi dolge lase. Bitli so bili naši vzorniki, dolge lase, se pravi od sprej tako dol čez oči, a ne? In seveda prvi pogoj je bil, ko so mi rekli, boš lahko gasilc, samo če se boš ostrigel. Jaz se seveda ostrišti nisem hotel, ker sem pa bil toliko priden, so me pa lahko sprejeli. Na koncu sem se potem tudi kasneje ostrigel in vse skupaj, danes sem že brez las, a ne? Ampak od leta 1969 sem upisan v PGD Podbrdo in to mi je kar v ponos. Gasilstvu je posvetil tudi dobršen del svojega poklicnega življenja. Leta 2001 se je zaposlil na Gasilski zvezi Tolmin kot vodja strokovne službe. Istega leta pa je bil izvoljen tudi za poveljnika takratne Gasilske zveze Gornje Posočje. Gasilska društva takrat so bila, bi rekel, slabo opremljena, vozil ni bilo veliko, tudi osebna zaščitna oprema na splošno ni bila take sorte, kakor je danes. V velik zagon, v veliko pomoč mi je bil tudi takrat predsednik, ki sem ga v bistvu jaz nekako pripeljal v gasilstvo, moj veliki prijatelj Aleš Poljak. Mi smo nastavili sistem financiranja društev, sistem nabave opreme, vozil, po teh sistemih še danes deluje Gasilska zveza. Prav gasilstvo oziroma poznanstvo z vodstvom občine Beljak in tamkajšnje Gasilske zveze, ki se je rodilo v koči na Črni prsti, je spodbudilo pobratenje z mestno občino Beljak. Jože je bil dobrih 16 let tudi poveljnik občinskega štaba civilne zaščite, kjer se je srečeval s številnimi naravnimi nesrečami. Seveda največja, bi rekel, taka intervencija, ki je trajala, mislim, da 7-8 dni, je bil žled leta 2014 in seveda to je bila pa res intervencija, ki mi bo ostala v spominu za večno. Cela zveza, prijatelji iz Domžal so hodili nam pomagati in z agregati in kakorkoli drugače. Lahko rečem, da je bilo pa res sodelovanje vseh služb in vseh društev sistema zaščite in reševanja tako, da boljše skoraj ne bi moglo biti. Pomembno mesto v Jožetovem življenju zaseda tudi šport. Leta 2012 je za svoje dosežke na tem področju prejel tudi občinsko priznanje. Njegova posebna ljubezen je gorski tek, ki je spodbudila zamisel za organizacijo gorsko-tekaške prireditve, ki se je sčasoma razvila v Podbrdo Trail Running Festival. Ki vsebuje 100-kilometrski tek, 70-kilometrski tek, 20+ kilometrski tek, potem je Rapalo Trail, 10-kilometrski tek, naslednji dan še otroški teki, a ne? Za Baško grapo pa mislim, da naš festival pomeni to, da pridejo ljudje, bi rekel, iz cele Evrope, tudi iz Japonske na naš tek. In če si lahko zamislite, da je letos prijavljenih 8 Grkov, plus še vseh ostalih, da pride iz Grčije direktno na naš tek in nazaj, mislim, da je to uspeh in je to popestritev enega vikenda pač bi rekel, v naši grapi. Tudi v zasluženem pokoju Jože Dakskobler ostaja aktiven. Organiziral je več kot 20 pohodov po poteh duhovnika Vinka Kobala. V družbi svojih najdražjih se zadnja leta redno odpravlja na romarsko pot Camino. Pohodnike pa rad popelje tudi po rapalski meji. Jože Dakskobler je človek, ki se življenjskih izzivov loteva s pravo graparsko trmo in zagnanostjo, obenem pa z veliko pristne človeške topline in skupinskega duha. Kako pa se on drži načela? Ne čakaj na maj.
Ja, tako bom rekel, jaz lih na maj ne čakam več, ker teh majev vprašanje, koliko jih bo še. Tako da jaz vsak dan, vsak trenutek izkoristim in če ne drugega, opravim skok na kup. Nisem si to zadal kot neko prioriteto, ampak to mi je res, bi rekel, en tak izziv. In ko prijem na vrh kupa, objavim 3 slikce in pozdravim celo Slovenijo, napišem od spodaj lep pozdrav iz Baške grape in tako naj bo tudi danes. Lep pozdrav iz Baške grape in srečno vsem skupaj. Tudi jaz bom prav na kratko spregovoril in se zahvalil najprej mojemu prijatelju Alešu Poljaku, ki je dal to pobudo, gasilcem in vsem ostalim, ki so to pobudo tudi podprli, seveda Komisiji za priznanje, občinskemu svetu, vsem skupaj res najlepša hvala. Lahko pa povem, da je ta plaketa, da bi ta plaketa lahko kar krožila po vseh društvih iz sistema zaščite in reševanja, po vseh društvih drugih, kjerkoli sem sodeloval. Ta plaketa je sad vsega, kar sem jaz do danes naredil. Se pravi, mislim, ta društva so sad vsega, kar sem jaz do danes naredil in seveda tudi doma bi lahko bila nekaj časa, kajti moja družina je k temu filmčku pripomogla ogromno. Ne samo k filmčku, v življenju je bilo 55 let gasilstva, ki je bilo aktivno, bi rekel, skoraj vsak dan. Tako da res najlepša hvala vsem, ki ste me podprli, hvala lepa tudi vsem, ki ste danes prišli in seveda še en lep pozdrav tudi mojemu velikemu prijatelju Andiju Štrojcu iz Beljaka in gospa Karin Melher, ki sta mi bila vedno v veliko pomoč. Najlepša hvala vsem in srečno. Čestitke vsem nagrajencem, hvala pa tudi obema podeljevalcema. Spoštovane, slavnostna podelitev nagrad občine Tolmin za leto 2023 se počasi izteka. Še enkrat iskrene čestitke in zahvala vsem prejemnikom za njihov dosedanji prispevek in vse dobro pri vašem nadaljnjem delu. Večer bomo nadaljevali z druženjem, zato vas v imenu občine Tolmin in nocojšnjega gostitelja, župana Alena Červa, vabimo, da se nam zunaj pridružite tudi vi. V znamenju pomladi smo začeli, pa še končajmo pomladansko. Naj nas nagovorijo verzi Ljubke Šorli, pesnice in tolminske rojakinje, katere 30-letnico smrti obeležujemo v letošnjem letu in kateri se bo občina Tolmin poklonila s posebno prireditvijo v mesecu oktobru. V pesmih Tolminska pomlad, večerna pesem in Kadar ciklamni dehtijo je Ljubka Šorli zapisala. Preprostih jablan cvet je čudovito in hrušk, orehov, češpelj, von domači. Za sončni žarek mrzli vrh perači, ki še v meglo mu čelo je zavito. Pomlad v dolini cvetni raj ustvarja, na kuku, voglu, migovcu, škrbini, pa sneg betežnoj boža mlada zarja. Na malo vasico lahno pada skrivnost noči in tam za vasjo, kot da nekdo tiho prepeva pesem noči, v sladki radosti, rožne mladosti, zeleno polje drhti. In kadar povrne se misel v pomladne gredice, mi duša je lahna, ko v soncu perut lastovice. Spoštovani nagrajenci in nagrajenke, dragi svetniki in svetnice, vsi gostje, občani in občanke Tolmina, naj bodo tudi vaše duše v tem večeru pomladno lahne in hvala, ker ste bili z nami.
Skozi današnjo slovesnost sva vas popeljali Ula Božnik in Zala Kavčič, dijakini gimnazije Tolmin. Zaključujemo pa s pesmijo vokalne skupine Snežet. Prijeten preostanek prazničnega majskega večera in nasvidenje. Bratci veseli sice, pesem zabojmo si, odzica sladkega, ko sonce čistega, odzica sladkega, ko sonce čistega, la 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 la. Glaške nalimo si, tra la 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 la, vanka popimo si, tra la la la. En glaže gradba dva, to nam coraggio da, to nam coraggio da, to nam coraggio da, tra la 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 la, tra la la la. Kadar pomincani Kadar pa nacem vitra, kaj pa nas to skrbi, saj piše grinoma, bratci lepimo ga, bratci lepimo ga,